Super. Deva se dotakniti, tudi omenil si INR, se pravi individualni naložbeni računi, ki prihajajo marca letos. Dej našim poslušalcem malo predstaviti, kaj to pomeni. Tukaj je Evropska unija želela, da se postavi en tak način varčevalnih računov, ki bo bil strogo reguliran, to je treba povedati, kar je prav, ki bo bil zelo transparenten za uporabnike in za kupce INR računov, ki bo tudi točno določal produkte, ne katerekoli delnice in ne katerekoli instrumente, kjer bi ljudje lahko denar izgubili. Skratka, je način zelo dober, sodoben, tehtno postavljen in mislim, da je to res eden najboljših produktov, kar sem jih strani države videl na trgu vrednostnih papirjev. Govorimo o certifikati, so bili številka 1, INR je številka 2, ljudske obveznice so številka 3, kar se tiče korektnosti in kvalitete. In trdno sem prepričan, da bodo ljudje, državljani Republike Slovenije, znali razumeti in izluščiti koristi teh računov in pa varčevanje na teh računih na dolgi rok in da bodo tukaj k temu pristopili. Zakaj bi pa nekdo odprl sploh pravzaprav INR računa? Ne? Zaradi tega, ker na tem INR računu lahko dolgoročno varčuješ in ne plačuješ davkov. Ne na kapitalske dobičke in tudi ne na dividende. Torej 25%, kot jih ti plačaš dividende, torej davke na dividende, recimo ob delnicah Krke, gre v nič oziroma gre v državi, gre v javno porabo, boš lahko obdržal zase, vkolikor 15 let ne izstopiš iz tega računa.